Pozdravljeni. Po napetih in dramatičnih kvalifikacijah za veliko nagrado Avstrije je na vrsto prišel tudi naš zadnji briefing. Poglejmo si skupaj, kaj sem vse pripravil. Tudi današnji zadnji briefing bo, kot ponavadi, razdeljen na 3 nam dobro znane dele. V prvem se bomo ustavili pri vseh zanimivih točkah, ki smo jih videli na pravkar zaključenih kvalifikacijah. V drugem si bomo ogledali ritem, ki ga imajo pri posamezni ekipi, in na koncu dodali še kakšno zanimivost iz telemetrije. V tretjem bom pa podal moje osebno videnje glede možnih strategij. Ampak verjamem, da vas po dramatičnem zaključku kvalifikacij zanima, zakaj je šlo, zato se kar lotimo prvega današnjega dela. Tu je najprej treba poudariti, kako nam je George Russell dokazal, da ona 2 izreka, ki ju venomer ponavljam, v svetu Formule 1 še zmeraj držita. Prvi je seveda oni znani, ki pravi, da če ne slepariš, se enostavno ne trudiš dovolj. In drugi je pač tisti, ki trdi, da največji greh v svetu Formule 1 je, da te pri kršenju pravil dobijo. A poglejmo si, kaj se je zgodilo na kratko. Pri Ferrariju so imeli enkratno priložnost zasesti prvo štartno vrsto. Namreč zadnji hiter krog sta tako Charles Leclerc kot Lewis Hamilton opravila malce pred ostalimi. Nato je prišel Max Verstappen, ki je vozil divje, ampak izgubil je nadzor nad svojim Red Bullom in končal v zaščitni ograji. To je pomenilo, da so varnostniki izobesili rumene zastave. In mnogi, tudi v garažah Ferrarija, so mislili, da je kvalifikacija enostavno konec, da vsi, ki še prihajajo v hitrem krogu, bodo imeli izničen poizkus. In seveda Andrea Kimi Antonelli je pokazal, da je pravzaprav sledil temu scenariju. Ampak po drugi strani, ko so si v garažah skuderije Ferrari že čestitali, je ciljno črto prečkal George Russell in postavil boljši čas kot Charles Leclerc. In mnogi so dejali, sleparil je, kajti imel je rumeno zastavo in moral bi upočasniti. Ampak prvo je treba razumeti, je bila enojna ali dvojna rumena zastava. Namreč, če je bila enojna rumena zastava, je dovolj, da je George Russell samo nakazal, da zmanjšuje hitrost, torej, da je dvignil nogo stopalke za plin. In tu je treba povedati, da je bil Max Verstappen ob ograji izven proge in da v prvem trenutku sploh ni bilo potrebno po pravilih izobesiti dvojne rumene zastave. Ampak nekdo bo dejal, vseeno George Russell je sleparil. Ampak poglejmo malce telemetrijo in telemetrija ne laže. George Russell je dvignil nogo stopalke za plin in v tistem danem trenutku je zadovoljil pogojem, ki so veljali na progi. Torej, kljub temu, da je dvignil nogo iz stopalke za plin, je na koncu bil tisti z najboljšim kvalifikacijskim časom. Kar pomeni, da bi verjetno tudi Andrea Kimi Antonelli in Oscar Piastri prišla pred oba Ferrarija. In tu se lahko sprašujemo, kakšen bi pa bil na končni razvrstitvi Max Verstappen, če ne bi izgubil nadzora. Ampak pustimo sedaj to.
kakšna je razlika med tistim, kar je pokazal George Russell in onim, kar smo videli pri Andreji Kimiju Antonelliju, pač ta, da Russell točno ve, da če ne slepariš, se enostavno ne trudiš dovolj. In mislim, da Andrea Kimi Antonelli rabi še kar nekaj časa, da se bo navadil vseh teh ukanj. In verjamem, da mnogi navijači skuderije Ferrari so razočarani, ampak bodimo iskreni, tudi tisti rezultat, ki so si ga mnogi želeli, je bil sad nekega spleta okoliščin in ne prave forme, ki smo jo videli pri skuderiji. Namreč bilo bi malce pretirano trditi, da je Ferrari s temi posodobitvami, ki smo jih videli tu v Avstriji, kar naenkrat postal hitrejši od Mercedesa. In videli smo, da ni. A treba je tu poudariti, da za oba voznika skuderije Ferrari enkratne kvalifikacije, enkratno izhodišče za nedeljsko dirko. Na 4. mestu je Andrea Kimi Antonelli, ki bo imel tokrat res malce težje delo, če bo hotel priti pred oba voznika Ferrarija in na koncu premagati še Russella. Tako da se nam obeta zanimiva dirka. Ne smemo pozabiti, da tudi McLaren je začel kazati izjemno dobro formo, torej vse je odprto in videli bomo, vsaj po mojem skromnem videnju, dobro dirko. Treba je povedati, da v zadnjem delu kvalifikacij smo videli 5 ekip, oba Mercedesa, oba McLarena, oba Ferrarija, oba Red Bulla in oba Racing Bullsa. Torej, vidimo lahko, da tu je bila šasija, je bila ekipa tista, ki je dala nekaj več. Med one, ki so nas pošteno razočarali, moramo šteti Aston Martin, ki tu ni imel posodobitev, ampak sta bila oba, tako Alonso kot Stroll, počasna. In seveda ista zgodba za Williams, ki tudi sem ni pripeljal nič novega in je bil sorazmerno slabši od onega, kar bi lahko pričakovali. Ampak naslednja dirka je velika nagrada Velike Britanije in tam lahko pričakujemo kaj novega. Ampak tu je treba povedati, da naprimer Audi nas ni presenetil in čeprav bi to lahko pričakovali, smo videli, da pravzaprav nekega očitnega napredka ni bilo. Ampak pri Cadillacu moramo priznati, čeprav so tam v ozadju napredujejo, vsaj v primerjavi z Aston Martin. Ampak, če se vrnemo malce k začetku. George Russell je pokazal, kako pomembne so v Formuli 1 izkušnje in kako, kot v življenju, tudi v Formuli 1 se ne smeš nikoli predati in moraš zmeraj poznati, kakšna so pravila igre. Čeprav marsikomu doma to ni bilo všeč. A poglejmo si sedaj malce tudi ritem, ki ga lahko pričakujemo od posameznih ekip. Tu je seveda zgodba malce drugačna od tiste, ki smo jo videli na samih kvalifikacijah. Res, Mercedes je tam spredaj, ampak takoj za njimi vidimo, da prihaja McLaren. In tu je treba poudariti nekaj, da Ferrari skupaj z Red Bullom je nekje tam na 3. mestu. Ampak, čeprav se vam lahko zdi to tukaj poenostavljeno, bi vam rad pokazal isto sekvenco krogov, ker verjetno marsikdo ne bo razumel, na kaj merim. Poglejte si raje tole sliko. In videli boste, da pri Mercedesu sta oba voznika imela izjemno konstanten ritem, bistveno boljši kot pri McLarenu, kjer so časi nihali. In tu bi lahko dejali, da v tistem pogledu, kar se tiče ritma, je seveda Mercedes v prednosti. In verjetno to je razvidno sedaj vsakomur izmed vas. A treba se je tu ustaviti še pri nekih zanimivostih,
ki so razvidne predvsem iz telemetrije prostih treningov. Tu je razlika v mikrosektorjih iz drugega prostega treninga med Ferrarijem in Mercedesom. In mislim, da je sedaj vsakomur jasno, zakaj je Mercedes tu vsaj na papirju boljši. Pa kljub novemu pogonskemu sklopu, ki ga imajo pri Scuderiji in možnim izboljšavam, vidi se, na katerih mikrosektorjih prevladajo. Ampak tudi med ekipami, ki imajo pogonski sklop Mercedes, so določene razlike. Poglejmo si sedaj, kje je tovarniška ekipa Mercedes boljša od McLarena. In lahko bi ugotovili, da je clipping isti glavni vir prednosti, ki jo vidimo pri Mercedesu. Namreč hitrost pri McLarenu je kar naenkrat začela stagnirati, medtem ko je bil dvojni V17, oni, ki je lahko še malce pospeševal. Ampak, kar se tiče teh zanimivosti, je seveda to vse. Poglejmo si za konec še mojo osebno napoved glede možnih strategij. In tu velja poudariti, da bom zopet predstavil moje videnje, ki je lahko kot običajno tudi napačno in da nisem videl nobene druge napovedi, ki jo objavi seveda Pirelli. A treba je povedati, da veliko nagrado Avstrije same vidim kot dirko z dvema postankoma, zaradi visokih temperatur in seveda zaradi mehkejših mešanic, ki so prisotne. Lahko se motim, videli bomo skupaj. Ampak moje 3 napovedi in pol so naslednje. Tista najbolj očitna je začeti na pneumatiki medium in odpeljati približno 18 krogov, nato v drugem delu nadaljevati z novim setom medium, ki bi lahko zdržala okrog 22 krogov in na koncu še 31 krogov na pneumatiki hard. Vem, izjemno enostavna zadeva, brez kakšnih fantazijskih preskokov, ampak realna. V drugi varianti imamo samo obrat med drugim in tretjim delom. Zopet se začne na pneumatiki medium, nato se natakne pneumatiko hard. Pneumatika medium bi zdržala tam okrog 16 krogov, medtem ko pneumatika hard 33. To bi pomenilo, da bi bil tisti drugi postanek v primerjavi z onimi, ki imajo prvo strategijo, seveda zamaknjen, kar bi lahko omogočilo tako imenovani overcut. Ampak tu je treba še zaključiti, seveda s pneumatiko medium in stintom dolgim 22 krogov. Seveda, ta strategija ima možno različico, da bi nekdo začel na pneumatiki soft. In tu bi lahko dejali, da je eden izmed potencialnih kandidatov Max Verstappen, kajti po mojih izračunih bi moral imeti en nov set pri strani. No, s tem setom bi lahko napravil 10 krogov, nato z pneumatiko hard 41 krogov in dirko končal s pneumatiko medium in zadnjimi 20 krogov. In tu velja še neka nora različica te strategije, ki pa trdi, da začeti na pneumatiki soft, odpeljati 10 krogov in približno 2x po 30 oziroma 31 na pneumatiki medium je tudi izvedljivo, čeprav zaradi visokih temperatur in degradacije menim, da je rahlo preveč optimistično. Ampak to so moje osebne napovedi. Seveda pred začetkom same dirke za veliko nagrado, na tistem našem tradicionalnem srečanju v živo, bomo primerjali mojo napoved s tistim, kar so izračunali pri Pirelliju. Ampak za danes, za zadnji briefing je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.